Gospod minister, to, kar smo videli tudi v prispevku, letos naj bi za dolgotrajno oskrbo zbrali nekaj več kot 250 milijonov evrov, a nekaj več kot 90 milijonov naj bi ostalo neporabljenih. Zdaj, mnogi se tej računici čudijo, kako lahko recimo gospoda Cvara, ki se tudi sprašuje, zakaj tako pomirite? Ja, mogoče za začetek pojasnilo, da z gospodom Cvarom in tudi vsemi ostalimi gospodarstveniki smo sedeli več kot 15-krat in se pogovarjali ravno o temi financiranja dolgotrajne oskrbe. Ko govorimo o številkah, govorimo o sredstvih iz prispevka, drugače pa bodo samo v letošnjem letu stroški dolgotrajne oskrbe obsegali 270 milijonov evrov. Tu imam tudi tabelo, torej tako izdatki ZZZS-ja, izdatki iz proračuna, seveda dodatek za pomoč in postrežbo, torej skupaj 280 milijonov evrov. Ampak tam vidim razlika, to se namreč ni dobro videlo, razlika minus 21 milijonov. To je toliko, kot je razlika med zbranim prispevkom in vsemi skupnimi stroški, ampak bo nekaj stroškov seveda pokril proračun, številke, ki ste jih dali izvira glede porabe prispevka, nekaj prenosa je v prihodnje leto, ki je namenjen seveda za dolgotrajno oskrbo. In mislim, postavljamo nov temelj socialne države in mislim, da je edino odgovorno, da začnemo dobro z dobrimi finančnimi temelji za prihodnja leta. V prihodnje leto, na primer, bodo pa sredstva potrebna in zbrana z prispevka obsegala 650 milijonov, stroškov bo pa 780 milijonov. Gospod Cvar, ste zdaj že bolj prepričani, kot ste bili pred oddajo? Vedno manj. Poglejte, vsaka oddaja, vsaka novinarska konferenca, nove številke. 15-krat, če pravi minister, da smo sedeli, pa tudi, če to drži, potem je jasno, obstaja zapisniki, kjer minister ni znal prisluhniti gospodarstvu, kakor tudi ne vsem deležnikom, ki bodo skrbeli za izvajanje dolgotrajne oskrbe, s katero se mi pravzaprav strinjamo. Mi želimo učinkovito dolgotrajno oskrbo, ampak s primernim financiranjem. Tukaj veste, da bomo vsi prispevali za to dolgotrajno oskrbo in prav je, da minister pojasni natanko, zakaj bo ta denar porabljen. Mi smo vse skozi spraševali in postavljali konkretna vprašanja po posameznih segmentih dolgotrajne oskrbe, ampak teh vprašanj nikoli nismo dobili pojasnenih na takšen način, da bi lahko bili s tem zadovoljni. Še posebej ne zato, ker pač vemo, da so nekatere postavke, kar lahko dokažemo, zapisniki in snemanimi sejami, o katerih govori minister, kjer teh odgovorov ni bilo, sam je govoril eno, podatki pa so bili drugačni. Tako da gre za zavajanje. Gospod Maljevac. Ne, podatki so od prvega dneva isti, o tem smo večkrat tudi že govorili. Ena stvar, ki bi jo hotel tu poudariti, je, da tisti, ki nasprotujejo, so gospodarstveniki prispevku, tega smo konec koncev v Levici vajeni. Kar se tega tiče, smo to videli že pri minimalni plači. Pri minimalni plači se je tudi slikalo to katastrofično sliko, ki jo slika zdaj gospod Cvar, torej, da se bo gospodarstvo zrušilo, da denarja ni. Še enkrat, vzpostavljamo sistem za ljudi, vzpostavljamo sistem, ki bo dostopen vsem, zato so potrebna sredstva, prispevek je vir financiranja, ki je bil določen v zakonu pred letom pa pol, torej to ni nekaj novega, to ni nekaj novega danes, ampak je stvar, o kateri govorimo že dlje časa. In še enkrat postavlja se mi vprašanje, očitno je tu določeno politično ozadje vezano na to in ne dejansko področje dolgotrajne oskrbe. Gospod Cvar ni politik, zdaj oba sta tukaj prišla z analognimi pomagali, zdaj tega seveda ne moramo videti. Pravi, gospod Cvar, če prav razumem, vi niste pomirjeni oziroma zadovoljni s temi podatki, ki ste jih... Ne, tukaj, ker pač minister uporablja neke številke, imam pa tabelo, ki jo je on vse skozi, oziroma ministrstvo pripravila za delovno skupino in tukaj so podatki, ki jih boste lahko videli, če boste seveda povzeli te podatke. Ta tabela, to je njihova tabela, posebno drugačen od te, ki jo zdaj tule želi pokazati. Namreč ob podbranih 256 milijonov so, bi rekel, razrez teh stroškov delovni skupini predstavlja 178 milijonov, zdaj kar naenkrat 100 milijonov več. In tukaj imamo v prvem letu seveda to razliko, ki je, bi rekel, tisto, kar je vse skozi povedal, da bomo ustvarili več, oziroma pobrali več, kot porabili. Ja, v bistvu so se sredstva od takrat dejansko znižala, ker smo znižali oceno dolgotrajne oskrbe na domu, koliko bo jih vključenih, zato
sredstva, ki jih ima, izvira iz prispevka. Mi govorimo o porabi iz prispevka o znesku 166 milijonov, ampak še enkrat, številke smo večkrat preigrali, mislim, da niso pomembne. Jasno je, da tu gospodarstveniki ne želijo prispevati 1 odstotek za ta solidarnostni sistem, ki v ospredje postavlja ljudi in vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe za vse. Gospod Svar, ali drži, da vas predvsem moti nelogična obremenitev samozaposlenih, ki plačujejo 2 odstotka v nasprotju z odstotkom drugih? Je to eden izmed ključnih problemov? Poglejte, no, če najprej odgovorim na vaše vprašanje, drži, ne, gre za solidarnostni prispevek, ne gre za zdravstveni prispevek, kjer seveda v bruto 1 in v bruto 2 SP prispeva v obeh delih. Tukaj gre za solidarnostni prispevek, kjer eno osebo obremenimo v primeru SP 2-krat. To enostavno ni več solidarnost, to je dvojna obdavčitev in to, kar seveda minister razlaga, ne drži. Gospodarstvo je vse skozi za dolgotrajno oskrbo in vse skozi želimo samo prave številke, očitno vedno nove in seveda tudi podatki o tem, kako se bo dolgotrajna oskrba izvajala in kdaj se bo začela izvajati. To pa vsekakor ni zgodba, da bi lahko bila kredibilna. Kje je logika v tej 2-kratni, kot pravi gospod Svar, obdavčitvi samozaposlenih? Gospod sam je povedal logiko. Govorimo o zavarovanju podobno kot o zdravstvenem zavarovanju. Torej, podlaga je zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in je torej povsem enako in analogno urejeno kot zavarovanje za zdravstveno oskrbo. Iz tega smo izvirali, govorimo tudi v prispevku, ste vi to in v vodu izpostavili, o 3. stebru socialne države. Poleg zdravstvenega sistema, pokojninskega, še sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo zagotavljena dolgotrajna oskrba na domu brezplačno. V primeru domovov za starejše pa bomo plačevali samo hotelski del oziroma stroške namestitve in prehrane. Še eno vprašanje za vas, gospod minister. Sistem bo stal in padel z ljudmi. Vi govorite o tem, da želite v sistemu ohraniti enako število zaposlenih oziroma izvajalcev, kot je zdaj, ampak sistem, kot je zastavljen, ne bo potreboval bistveno več ljudi. Postopoma, kot se bodo uveljavljale pravice. Prva pravica je dolgotrajna oskrba na domu. Tu pričakujemo določen prehod iz pomoči na domu. Danes in prispevku ste imeli tudi enega izmed izvajalcev, ki je podpisal pogodbo z 12 občinami, v 12 občinah bo izvajal dolgotrajno oskrbo na domu. Na ministrstvu imamo 57 vlog izvajalcev, ki pokrivajo več občin. Izvajalci ne rabijo biti samo domovi za starejše, to so lahko zdravstveni domovi in tudi drugi. In med drugim, jaz upam, da bodo vsi tisti, ki izvajajo dolgotrajno oskrbo, k temu tudi pristopili. Mreža se pa dobro popolnjuje in, kot sem rekel, pričakujem, da bo do konca poletja tudi vzpostavljena. Gospod Svar, minister se zdi zelo optimističen, ko gre za zagon te dolgotrajne oskrbe. Kako je z vami? Poglejte, tudi sam poznam kar nekaj izvajalcev dolgotrajne oskrbe na domu, ko sem govoril z njimi. Seveda je jasno, da pogodbe želijo sklepati, ker želijo ustvariti tukaj nek svoj posel, ampak vsi razlagajo eno in isto. Kadrov za te storitve pač še nimajo. In kako bomo zagotovili te kadre? Jaz si res želim, da bi ta dolgotrajna oskrba zaživela in učinkovala in jo potrebujemo, ampak pomisleki, ki jih imamo, so resni in žal jih tukaj razčiščujemo, namesto da bi to že leto in pol nazaj, ko smo izrazili dvom v to, da je to možno vzpostaviti na takšen način. Naš predlog je bil vendarle postopne narave, da hkrati seveda postopno, ko uvajamo dolgotrajno oskrbo, tudi financiramo in minister seveda evalvacijo, ki jo predlagamo, omenja, da je možno v 3 letih. Poglejte, v gospodarstvu smo prisiljeni svoje evalvacije, svoje rezultate delati zelo pogosto in seveda bi isto pričakovali od države, ki je v službi nas, naroda, da to tudi za nas naredi. Najlepša hvala obema za pogovor, ki bržkone ni zadnji na temo dolgotrajne oskrbe, recimo temu letos. Hvala in srečno.